Dobar dan, spoštovane gospe, dragi gospodje. Lepo pozdravljeni na Študentskem centru za narodno spravo, vsi naši dobri prijatelji, spremljevalci. Vesela sem, da ste si vzeli čas v tem deževnem dopoldnevu za tako pomemben dogodek, kot je obeležitev tigra. Torej, današnji dogodek je namenjen tigru, njegovim sodelavcem, tigru v kontekstu časa in prostora, tako slovenskega kot tudi evropskega. Prav prisrčno pozdravljam med nami gospo dr. Tatjano Srebot-Rejec, mislim, da je gospa je med nami ne samo zato, ker je soproga političnega voditelja tigra Alberta Rejca, ampak tudi zato, ker je izjemno dobra pričevalka, znanstvenica in gospa, ki je pred dnevi praznovala častitljivi jubilej, za kar seveda smo ji še posebej hvaležni, da je danes tukaj z nami in bomo še posebej čestitali. Z njo se bomo pa pogovarjal magister Renato Korbersič, sodelavec Študijskega centra, ki se tudi sicer ukvarja s problematiko tigra, še posebej problematiko Primorske, ker je pač tudi sam iz tistega dela Slovenije. No in treba je seveda povedati že povsem na začetku, da je bil Tiger prva protifašistična organizacija na slovenskih tleh, pa tudi v širšem evropskem prostoru. Treba se je spomniti 13. maja 1941, torej jutri bo minilo 75 let od spopada tigrovcev na Mali gori z okupatornimi vojaki, z orožniki. Tudi o tem spopadu bo danes govor. Treba se je pa seveda spomniti tudi tega, da nekateri, bom rekla, doktori politologije tudi še danes ne priznavajo tigra v tem smislu, kot ga priznavamo, da je bila to res protifašistična organizacija, ampak govorijo o neki teroristični organizaciji in podobne nebuloze. Torej, danes razpravljamo na temelju zgodovinskih dejstev. Za to gre. In te debate se prav veselim in mislim, da tudi vsi vi z mano. Hvala lepa. Hvala dr. Andrej Valič-Zver, direktor Študijskega centra, za uvodne besede. Gremo kar k današnji temi, ker nas čaka kar en lep dopoldne. Hvala vsem, ki ste se kljub držju zbrali v tej naši mali sobici. Verjamem, da bomo imeli kaj slišati. Posebej pozdravljam tudi poslušalce Radia Ognišče, ki nas bodo poslušali, in pa gledalce Nove 24 TV. Torej, v gosteh imamo dr. Tatjano Srebot-Rejec. Gospa je ena še zadnjih živečih prič, ki lahko iz prve roke govorijo o dogajanju, ki mu rečemo tiger in tigrovci. Zdaj boste rekli, sej upravičeno, da nikoli tigrovka ni bila, res je, ampak ko bomo v nadaljevanju slišali, je gospa bila žena zadnjega političnega voditelja tigra, oziroma gospoda Alberta Rejca. Z njim preživela službeno 7 let, potem tudi v zakonu kar nekaj let, in o tem bo pripovedovala. Torej, o zgodbah, ki jih je poslušala, ki jih je doživela, zlasti v povojnem obdobju, ko je srečevala se tudi z tistimi tigrovci, ki so imeli to srečo, da so preživeli drugo svetovno vojno. Torej, gospa Tatjana, dobrodošla. Zakaj pa smo izbrali današnji dan? Stvar je zelo preprosta, uskladili smo ga na jutrišnji, lahko rečem za Primorce, pa tudi širše slovensko občestvo, bi to moral biti neke vrste narodni praznik. Kajti dejansko je jutrišnji dan spomin na boj na Mali gori, ko se je tigrovska trojka po okupaciji Jugoslavije, tedanje Kraljevine Jugoslavije, prva spopadla z okupatorjem. Res je tudi, da so se okupatorjem prvi uprli že stari jugoslovanski vojaki, padli kraljeve vojske, jugoslovanski žandarji, obmejne enote, ampak po okupaciji, po razkosanju slovenskega narodnega ozemlja, je dejansko prvi spopad se zgodil
13. maja, nekje okoli 9. zjutraj, je začelo na Mali gori pri Ribnici, ker je danes postavljen tudi spomenik, ki ga vidite tukaj na slajdu za mano. In tam so se 3 tigrovci, ki sicer Danilo Zelen, ki je bil vojaški vodja Tigra, potem Ferdo Kravanja in pa Anton Majnik, vsi 3 primorci, vsi 3 preizkušeni, prekaljeni tigrovski borci, se je spopadl z številčnejšo vojsko italijanskih vojakov, karabinjerjev in pa starojugoslovanskih orožnikov. V tem spopadu je padla tudi prva smrtna žrtev osvobodilnega boja na Slovenskem, predolgo zamolčani Danilo Zelen, doma iz Šenožeč, neustrašen borec in človek, ki bi si zaslužil boljšo obdelavo tudi v slovenskem javnem spominu in seveda v slovenskem zgodovinopisju. V spomin na ta prvi spopad z okupatorjem na slovenskih tleh po okupaciji pripravljamo ta dogodek. Tako da se še enkrat zahvaljujem današnji govornici, sogovornici, dr. Tatjani Srebot-Rejec, ki je tudi primorskega porekla, čeprav je bila rojena in živi še vedno v Ljubljani. Je gospa doma iz Srebotov, to je zaselek tam pri Podkraju, oziroma na cesti, če greste iz Cola proti Kalcam, oziroma Gacu, tam je zaselek Srebotis, tam izhaja njena družina. Gospa je bila drugače živela v Ljubljani, delala v Ljubljani, se upokojila v Ljubljani, je pa tisti žlahtni slovenski pridelek primorsko-štajerske kombinacije. Torej, oče primorec, mama štajerka, iz znane družine Wolfovih iz Slovenj Gradca. Gospa je doktorica fonetike, profesorica angleščine in nemščine. Po gimnaziji v Ljubljani je spadala v prvo generacijo slušateljev angleščine na Ljubljanski filozofski fakulteti 1945. Potem je diplomirala na tej isti fakulteti, se zaposlila na Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer je bil njen sodelavec, poznejši mož, že omenjeni Albert Rejec, politični vodja Tigra. 7 let sta skupaj si delila pisarno, ona je poslušala te njegove zgodbe in pripovedi, obiskovalci, ki so k njej redno prihajali, oziroma k njemu redno prihajali. Potem je šla na izpopolnjevanje v Anglijo, med prvimi iz Slovenije, se izpopolnjevala v fonetiki, prišla nazaj in delala potem 12 let na Šubičevi gimnaziji, poučevala angleščino in potem tudi nekaj let na filozofski fakulteti, ko je doktorirala iz fonetike, bila je na prvi doktoric fonetike na Slovenskem in potem do upokojitve poučevala na Pedagoški akademiji angleščino. Mislim, da je tudi danes med nami kakšen njen nekdanji študent. Je bila precej mlajša od gospoda Rejca, svojega moža, tu gospa Tatjana že lahko povemo. Več o tem njunem razmerju boste slišali v samem najnem pogovoru. In predlagam, da kar greva k stvari, da izkoristimo čas, nekako slabo uro, ko trajajo naše druženje, potem na koncu so pa obljubljala, da je 2-3 vprašanji tudi od vas, spoštovani poslušalci, bomo sprejeli, da jo lahko kaj povprašate. Zdaj me pa zanima to, kako se vi kot jezikoslovka, kot anglistka, germanistka, sploh ukvarjate s Tigrom? Kaj vas je pripeljalo k temu? Ja, moram po resnici povedati, da ne Albertu Rejcu, ne meni se ni sanjalo, da bom nekoč morala poročati o njem in o njegovem delu. Usoda me je pač postavila v tak čas, na tako mesto in v tak odnos z njim. Kako to torej, da se ukvarjam s Tigrom? Kot je že gospod kolega povedal, po izobrazbi sem jezikoslovka. Zaradi znanja tujih jezikov sem bila kot mlado dekle v letih 1956 zaposlena kot dokumentalistka na primorskem oddelku Inštituta za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani. Tiger sem doživljala posredno,
ker sem se 7 let ukvarjala s primorsko problematiko in 7 let poslušala razgovore 2 primorskih domoljubov, dr. Lava Črmelja in Alberta Rejca, ki sta bila med obema vojnama vsak na svoj način intimno vpletena v narodno-obrambni boj Primorcev. Kasneje sem kot Rejčeva žena marsikaj izvedela v razgovorih z možem in z drugimi tigrovci. Prepričana sem, da na podlagi tega lahko v glavnem tudi presojam verodostojnost tega, kar je moj mož izpovedal v Ljubvi. Dobro je znano, da Rejec kot eden od ustanoviteljev Tigra za časa svojega življenja ni smel pisati o Tigru. Vse, kar je o njem zapustil tiskanega, je ponatisnjeno na 7 straneh Rejčevega zbornika. Boj Primorcev. Nekako ste uvedla nas v vaše ukvarjanje s Tigrom in Tigrovci. Zdaj pa zanima, kako vidite vi ta boj, umestitev tigrovskega problema oziroma samih Tigrovcev v boj proti raznarodovanju oziroma proti italijanski zasedbi Primorske. Kako je bil ta boj, ki ni bil samo tigrovski razdeljen? Ja, boj Primorcev za priključitev k matičnemu narodu je nekoliko schematizirano sestavljen iz 3 komponent. Prva komponenta je Vilfanov in Besednjakov boj v okviru Kongresa evropskih narodnosti za splošno veljavno manjšinsko zakonodajo. Je legalen v svetovnem merilu in neodvisen od podpore Primorcev. Treba ga je razumeti kot prvo stopnjo tega boja, saj se ne bori za priključitev, Druga komponenta je Zveza jugoslovanskih emigrantskih združenj v Beogradu s dr. Čokom na čelu in pomeni legalen boj v okviru Jugoslavije. Odvisen je od podpore jugoslovanskih oblasti in od podpore primorskih emigrantov. Ta boj je bil najbolj na očeh javnosti. Tretja komponenta. Tiger bije povsem ilegalen boj. Upravičen je samo z etičnega stališča. Nastal je zaradi genocidne politike fašistične Italije. Za legalne cilje se bori z ilegalnimi sredstvi, ker legalnih ni bilo več. Izvršilni odbor je bil v Jugoslaviji le fizično. Je povsem odvisen od podpore primorskih ljudi in ne potrebuje aktivne podpore jugoslovanskih oblasti. Vse, kar si tigrovci želijo od jugoslovanskih oblasti, je, da jih pustijo pri miru, pasivno podporo torej, da lahko delujejo prek meje po svojih zamislih. Enako kot duhovščini jim je šlo na terenu predvsem zato, da se v ljudstvu ohrani in krepi zavest narodne identitete, da deluje med njimi organizacija, ki brani ljudstvo in ga po potrebi maščuje, v čemer presega cilje duhovščine. V svojih metodah fizičnega boja, notranje političnih prijemih in ideološko je tiger povsem neodvisen od prve in druge komponente. V političnih zvezah z inozemstvom ni stalne koordinacije, je pa medsebojna obveščenost med drugo in tretjo komponento. Tigrovski boj sestavljata torej 2 enako pomembna elementa, smotrno nasilje
in abstraktna politična koncepcija. Zdaj, opisali ste tiger, njegov ustroj, njegovo upetost v pomorski narodno-obrambni boj. Zdaj me pa zanima, če nakratko predstavite še, kako je tiger deloval, kakšni so bili njegovi cilji, kakšne so bile metode. Tiger stremi za čim večjim številom sodelavcev, tigrovcev na Primorskem, ne v Jugoslaviji. Ker šteje le peščico ljudi v izvršilnem odboru v Jugoslaviji, je organizaciji omogočena popolna konspiracija in homogenost, usklajenost vodstva in akcij. Za posamezne aspekte svojega delovanja pa potrebujejo pomoč simpatizerjev, ki jih tigrovci izbirajo po svoji presoji. Simpatizerji so brez vpliva na njihove odločitve in nimajo pregleda nad njihovo aktivnostjo. Spoštujejo njihovo konspirativnost in so jim pripravljeni ustreči po svojih močeh. Recimo, en tak tipičen simpatizer je bil dr. Črmel. On ni bil tigrovc, on ni vedel točno, kaj se dogaja. Ampak, če so ga kaj prosili, je vse naredil. Bornič mi je rekel, tudi svojo smrtno obsodbo podpisal. Simpatizerji so brez vpliva na njihove odločitve in nimajo pregleda nad njihovo aktivnostjo, spoštujejo njihovo konspirativnost in so jim pripravljeni ustreči po svojih močeh. Italijanska OVRA, nemški Gestapo in kasneje jugoslovanska OZNA oziroma UDMA v svojih ocenah pogosto ne razlikujejo med drugo in tretjo komponento. Saj je bila organizacija Tiger tako globoko konspirativna. Podobno tudi mnogi proučevalci druge svetovne vojne, tako kot Nemci in Italijani med vojno, še danes ne razlikujejo med raznimi odporniškimi gibanji na Slovenskem. Tiger je nastal med ljudmi na Primorskem spontano, ker so ostali brez osnovnih človekovih dobrin, ki so se v stoletjih razvile v evropski civilizaciji. Ukinili so jim vse šole, vse kulturne in gospodarske in politične ustanove in tisk. Vsakemu Slovencu posebej so vzeli njegovo izvirno ime, s katerim je izražal svojo identiteto. Skratka, ne da bi to ljudstvo fizično likvidirali, so nad njim izvajali duhovni genocid. Italijanski državni aparat je razpolagal z vsemi sredstvi, da je lahko v celoti uresničeval svoje namere. Ni je bilo sile ne v Italiji, ne v Jugoslaviji in ne v svetu, ki bi mu to lahko preprečila. Zato je logično, da je bilo primorsko ljudstvo v celoti, ne glede na versko in politično prepričanje proti temu genocidu. Tiger, organiziran načrten upor, je tako naravno zajel ljudi vseh slojev in političnih prepričanj. Tiger je bil narodno-obrambna in ne strankarsko-politična organizacija. Njegov edini cilj je bil priključitev Primorske Jugoslavije. Zato je iskal zaveznike, sklepal zveze, hkrati in ves čas s komerkoli, ki je bil sovražnik fašizma. Črn, bel ali rdeč, levi ali desni. KP Italije ali Justitia e Libertà v Parizu. Italijan, Francoz ali Anglež. Zdaj smo spoznali ustroj tigra, delovanje v tigra, cilje tigra, namene, metode, nekoliko tudi. Zdaj pa deva videla nekaj reči o tem, kar vi pa dejansko najboljše poznate. In to je vaš mož Albert Rejc. On je bil
dejansko emigrant v Jugoslaviji, ker je moral zbežati na koncu 20 let iz nekdanje kraljevine Italije zaradi preteče nevarnosti strani različnih oblasti tedanjih, zatekel se je v kraljevino Jugoslavijo in potem vrsto let deloval kot politični vodja tigrovcev. Zdaj, dejansko bi vas prosil, da nam nekaj več poveste o njem, o tem njegovem delovanju, pa tudi nekaj potem seveda o sebi. Torej, kdo je bil pravzaprav Albert Rejec? Pred nami imamo zbornik, ki je ena redkih postavin, ki spominjajo danes na njega. Njegovih spomenikov bi lahko prešteli na spominskih plošč na prste ene roke, ulic na Slovenskem skoraj da tudi. Torej, kdo je bil Albert Rejec? Mlade generacije ga skoraj ne poznajo. Ker so me posebej prosili, da naj danes govorim predvsem o svojem možu, se vam vnaprej opravičujem, da drugih vodilnih tigrovcev skoraj ne bom omenila, saj bi sicer predavanje postalo predolgo. Tako kot moj mož, se tudi jaz dobro zavedam, da brez vse prisotne antifašistične atmosfere, ki je na Primorskem že prehajala v anti-italijanstvo, in brez popolne predanosti boju drugih vodilnih tigrovcev, Albert Rejec sploh ne bi mogel delovati. Organizacijo so na Goriškem formalno, seveda brez zapisnika, ustanovili poleti leta 1927 v zgornji sobi gostilne pri Maksu Zorko Jelinčič, Albert Rejec, August Svirigoj in Josip Gruden. Čeprav so že prej delovali, sprva na pol legalno in počasi zaradi vedno hujšega italijanskega pritiska so lezli v vedno hujšo ilegalo. Neke nedelje v zgodnji jeseni istega leta sta se oba Goričana, Jelinčič in Rejec, sestala s tržaškimi uporniki in z zastopnikom za pivko na vrhu Nanosa v samoti na travniku, oddaljenem kake 1/4 ure od Koče, da izdelajo načrt in koordinirajo delo svoje skupne organizacije, ki so jo imenovali Tiger. Začetne črke Trst, Istra, Gorica, Reka. Tiger. Ponavadi v pogovoru so pa svojo organizacijo kar preprosto imenovali organizacijo. Torej, vodja te organizacije je postal Albert Rejec. Zdaj pa, povejte mi, kako ste ga vi spoznala, tega možakarja? Vi, rojena Ljubljančanka, čeprav delava tudi primorskih korenin, on, recimo temu zakrknjen samec, ki se je predal celoti legalnemu delu. Kako je potekalo to vaše vajno zbliževanje? Poznala sem ga 27 let, od njegovega 50. leta naprej. Prvih 7 let mojega poznanstva sva si delila ta veliko sobo na primorskem oddelku Inštituta za narodnostna vprašanja pri Univerzi v Ljubljani. Albert Rejec je bil pomočnik načelnika oddelka dr. Lava Črmelja, jaz pa po študiju novopečena profesorica angleščine in nemščine, ki je znala pasivno tudi italijansko in francosko, sicer pa nepopisan list. Rejec, kot dober psiholog in diplomat, je v pogovoru z mano kmalu ugotovil, da nimam zvez z Udbo in je sigurno o tem informiral tudi Črmelja. Dr. Črmelj, po izobrazbi fizik, je bil znan javni kulturni in politični delavec v Trstu, ki je zbežal v Jugoslavijo, ko mu je bilo onemogočeno vsako javno delovanje v Italiji. V zgodovino se je vpisal kot avtor knjige Life and Death Struggle of a National Minority, The Yugoslavs in Italy.
V njej je znanstveno prikazal in seznanil ves svet s krivicami, ki jih doživljajo primorski Slovenci in Hrvati pod Italijo. Ko so Italijani leta 1941 zasedli Ljubljano, so ga na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt, predvsem zaradi te knjige. In v zadnjem trenutku obsodbo spremenili v dosmrtno ječo, torej živel je 2 leti na otoku Elba kot ujetnik. Rejec je bil mnenja, da ga je rešila intervencija Vatikana, dr. Janko Kralj, da ga je rešil, da ga niso takrat ustrelili. Kakšen je bil po značaju, po načinu delovanja vaš mož Albert Rejec? Kako ste ga videli? Ko sem Rejca spoznala, ni bilo več tigra, a v osnovnih potezah svojega značaja se zagotovo ni spremenil. Napravil je vtis zrelega, stvarnega, v svet odprtega in humanega človeka. Vse njegove druge lastnosti so nekako izvirale iz te njegove osnovne drže do ljudi in sveta. Bil je človek močnega intelekta in močnih čustev. Razum je sicer kontroliral čustva, ni jih pa zatrl. Bil je logičen, pa ne samo s suho pametjo logičen. V svoji logiki je upošteval tudi dimenzijo srca in čustva. Kot izvrstni psiholog je znal oceniti dogodke, situacije ljudi. Zato je tudi tako zelo zgodaj ocenil fašizem in dojel vse posledice, ki iz te ocene izhajajo. Dobro je poznal svet in ljudi in vedel je, kako se svet suče. Zato je bil brez iluzij. Ljudi in dogodke je zaznaval in analiziral trezno, tako pozitivne kot negativne. Do nikogar ni bil grob in nikogar ni žalil. Z vsakim se je znal pogovoriti na njegovem nivoju, v skladu z njegovim obzorjem. Zato je enako dobro komuniciral s preprostim človekom kot z intelektualcem. Zdaj, vi ste bila, da ne rečem koliko, ampak skoraj 30 let mlajša od njega. Delala sta skupaj 7 let na inštitutu, ma vseeno me zanima, kako, kje, kdaj ste se vi zbližali z njim in na koncu ste to polnoletno izporoko. Berti je imel še nekoliko stvari. Kako to, da sva se kljub veliki starostni razliki poročila? Ker je gospoda Podberšiča posebej zanimalo, kako to, da sva se kljub veliki starostni razliki poročila, lahko to razložim, saj ni nobena skrivnost. In se je zgodilo na tipično slovenski način. Rejec je bil normalen moški in bi se bil v Gorici pri 27 letih poročil, če ne bi bil vmes tiger, kateremu so veljale vse njegove misli in čustva. Ta boj na življenje in smrt slovenske manjšine je posrkal vso njegovo življenjsko energijo. Hkrati se je močno zavedal, da bi bilo pri njegovem nevarnem poslu neodgovorno ustvariti si družino. Na inštitutu je Rejec napravil name vtis nadpovprečno inteligentnega, razgledanega, izkušenega in zrelega človeka. Po daljšem času sem tudi dojela, da je v življenju doživel razne skrajne situacije, ki jih je preživel, ker ni bil paničen in ni izgubil živcev. Seveda je imel tudi kanček sreče. Doktor Čermelj pa je bil predvsem fizik, znanstvenik
in jaz sem bila kljub skromni službi, slabi plači, varno spravljena v kulturnem okolju. Ko so se razmere v državi toliko normalizirale, da je bilo tudi navadnim zemljanom možno s potnim listom potovati v inozemstvo, sem si zapičila v glavo, da grem za 1 leto v Anglijo študirati fonetiko. Izsilila sem 1-letni dopust, ker bi bila sicer odpovedala službo. Konec leta 1954 sem tako odpotovala v London, obiskovala in opravila tečaj iz angleške fonetike in hkrati delala kot postrežnica. Po vrnitvi sem ostala še 1 leto na inštitutu, na kar sem dobila službo profesorice angleščine na gimnaziji v Ljubljani. Enkrat v zadnjih mesecih moje službe na inštitutu sem se zmenila s kolegico na koroškem oddelku, da greva v nedeljo na skupen izlet. Ona pa je bila zadržana in mi je šla to povedati. Na poti je v avtobusu v nedeljo zjutraj slučajno srečala Rejca in mu predlagala, naj gre on z mano namesto nje. In tako sva šla na prvi skupni izlet. Na koncu izleta mi je rekel, naj ne pričakujem, da bo vsako nedeljo šel z mano na izlet. Jaz sem seveda to z vsem razumevanjem vzela na znanje. In res ga ni bilo nekaj nedelj. Potem pa se je spet pojavil in potem vsako nedeljo. Oba pa sva pri tem modro molčala o tistem, da mi je rekel, da ne bo hodil vsako nedeljo z mano na izlet. Oba sva bila pametna, razumna človeka. Po nekaj letih pa sva ugotovila, da to ne pelje nikamor. On, kot moder človek in diplomat, je molčal, da pričakal mojo odločitev, da se poročiva ali pa greva na razen. Po drugi strani je kot velik svobodoljub dobro vedel, da zakonski stan nujno omejuje človekovo svobodo. Po tretji pa se je tako navadil name, me je imel tako rad, da se je prav tako dobro zavedal, da bi bilo neumno se mi odpovedati. In tako sva se poročila in srečno živela 13 let, dokler naju ni smrt ločila. V tem času sta veliko obredla Slovenije, predvsem Slovenije. Skupaj sta hodila na dopust v Dalmacijo, na Dugi otok, jezero Telaščica. Potem sta obiskovala njegovo rodno Primorsko, njegove sorodnike. Kako je on dejansko doživljal Primorsko pokrajino in ljudi, ki jih je zapustil v najboljših moških letih in šel iz Primorske ven? Kako ste vi to doživljali? Ja, ste ni šel nikdar iz Primorske ven. V bistvu je v Jugoslaviji je živel ilegalno. On ni imel jugoslovanskega državljanstva. Imel je ves čas italijansko državljanstvo. Za jugoslovansko državljanstvo je prosil šele po vojni, ko je moral prositi v zvezi z pokojnino. Bil je v Ljubljani, delal je v Ljubljani, ampak ves čas se je ukvarjal samo s Primorsko. Jugoslovanska politika ga ni zanimala. Oba sva bila velika naravoljuba in sva posebej uživala, ko sva vsako leto načrtno prepešačila del Primorske. Zlasti nama je bil pri srcu Kras. Za 1. maj sva pogosto šla tja in uživala sem v tem, kako je takoj našel kontakt z ljudmi, ki sva jih srečala na poti, kako prostodušno so se pogovarjali z njim. Izogibal pa se je bivših tigrovcev, razen redkih osebnih prijateljev, saj so mu po vojni očitali,
da jih spet zbira in mu grozili z zaporom. Del mojih počitnic sva preživela pri njegovih 3 neporočenih sestrah v Tolminu. Po tragični smrti brata Maksa v partizanih je bil Berti edini moški v njihovem življenju. Željno so ga pričakovale, ko jih je redno enkrat na mesec od ponedeljka do sobote obiskoval v Tolminu, v Zalogu, se veliko pogovarjal z njimi o vsem, kar jih je zanimalo. Po obisku pri Kranjcu na placu na Tminu je bil tudi poln krajevnih novic in z njimi je hodil na sprehode. Skratka, vsak mesec so se ga veselile. Posebej pri srcu mi je spomin na vsakoletni dopust v Dalmaciji v kampu Kranjske Iskre pri Slanem jezeru na južnem koncu Dugega otoka. Jezero je imelo poleti 25 in več stopinj, bilo brez ježev, obdano od borovih gozdov in južnega rastlinja. Če sva šla dovolj daleč, sva bila celo v popolni samoti. Zdaj sta govorila tudi o lepih stvareh, ne? Najprej o preganjanju, potem o vajnem skupnem življenju, potem sta omenila vajne skupne poti, deva še nekaj spregovoriti, da ne bo čas še prehitro mimo, o njegovem življenju po drugi svetovni vojni. Rejc je brez vas, ker še niste poznala vojno, preživel v Srbiji, večino v Beogradu, tam ga je že po osvoboditvi Beograda pred koncem vojne Udba zasliševala. Če bi bil verjetno v istem času v Sloveniji, to ste mi tudi vi povedala v najnih številnih pogovorih, da ne bi preživel druge svetovne vojne, bi ga pospravili. Ko se je pa vrnil v Slovenijo po tako imenovani osvoboditvi, je bil deležen številnih obiskov Udbe, tudi številnih zasliševanj, številnih povabil na razgovore. Kako ste vi doživljala, takrat ste bila že potem tudi skupaj, in kako je to v vašem spominu ostalo od številnih njegovih pripovedovanj? Ozadaj boste videli tudi dokumente, ki kažejo o udbovskih načrtih z Rejcem, predvsem pa tudi vabilo na zaslišanje na Udbo iz leta 1953. Ja, Rejca je Udba zasliševala vse od februarja 1945, od osvoboditve Beograda, februarja 1945 do julija 1958, 13 let. Za zgodovinarja zanimiva so predvsem beograjska zaslišanja iz let 45 in 46. Policijo so predvsem zanimale zveze Tigra s Francijo in Anglijo in politično delovanje dr. Ivana Marije Čoka, predsednika Zveze jugoslovanskih emigrantskih društev v Beogradu. Glavnina teh pričevanj je išla leta 1995 pri Slovenski matici. Zaradi njegove šibke kooperativnosti so v času dahovskih procesov konec maja 1948 že imeli načrt za njegovo ugrabitev in likvidacijo, in ta načrt smo objavila v knjigi Partija in Tigrovci, tudi sliko, njegovo sliko, fotografijo iz leta 1948, kjer je ves preplašen. Tista slika več pove kot vsa besedila. Rešil se je tako, da je menjal službo. S svojimi zasliševanji so ga ničkolikokrat gnjavili vse do julija 1958, torej rekla sem 13 let. Po tisti znameniti seji slovenskega CK-ja, kjer je bila glavna tema Tiger in Rejec. V svojih komentarjih, zaznamkih se stalno pritožujejo, da noče sodelovati. Tako na primer leta 1946. Po osvoboditvi ga je uprava državne varnosti aretirala in ga po zaslišanju vrbovala. Ko je bil premeščen v Ljubljano, smo ga prevzeli na zvezo z namenom, da razčistimo njegovo sodelovanje z angleško obveščevalno službo. Rejec pri tem ni pokazal nikakve volje, da bi nam v tem oziru pomagal.
vodimo ga v evidenci in ga bomo, ko bomo zbrali zanj dovolj materijala, ponovno zaslišali. Zasliševal ga je tudi znameniti prosluli Jean Moret. Taki zaznamki s približno enako vsebino se ponavljajo od časa do časa. V enem od zadnjih, od 28. junija 1958, med drugim piše: smo opustili z njim stike, ker je bil neiskren v sodelovanju z nami in uvedli nad njim kontrolo. Ta kontrola, kot tukaj sami priznajo, je veljala ves čas do konca življenja. Do konca življenja, njegovega življenja, so ga nadzirali. To delo je opravljal njegov dolgoletni znanec Filip Kosec, orjunaš in ne tigrovec, za kar se je po osamosvojitvi izdajal. Še ena zagonetna zadeva je, ki jo morava danes omeniti. Gospa Tatjana je pred 10 leti izdala, lahko že rečem danes, kar znamenito knjigo Partija in tigrovci. Če koga zanima, izdala jo je Slovenska matica, ko boste šli ven na levi strani, jo lahko kupite, mislim, da je še nekaj izvodov, poleg knjige iz leta 95, ki jo je gospa Tatjana malo prej omenila. Ta knjiga, kjer odnos partije in tigra, vzajemni odnos, je že bil nekoliko danes odškrnjen in ga je gospa Tatjana lepo opisala. Deloma zadeva tudi usodo doktorja Maxa Rejca. Max Rejec je bil mlajši brat Alberta Rejca, človek, ki je po leti 43, ko je revolucija tudi na Primorskem, sledeč ljubljanski pokrajini, prehajala v drugo fazo, končal svoje življenje nekje ob reki Soči. Usoda Maxa Rejca je obdelana v knjigi, mene pa zanima, kako je Albert Rejec gledal na bratovo smrt. Rejec o Maxu konkretnega v času partizanstva ni vedel nič. Kot splošno politično razgledan človek pa je bil prepričan, da je Bebler kriv za Maxovo smrt, da se brez njega na Primorskem v tistem času ni moglo zgoditi nič. Enako so mislile tudi njegove 3 sestre. Vedel pa je, da je Max najmlajšo sestro Vido strašno nahrulil in okregal, ko jo je srečal v partizanih, kaj je prišlo na misel, da je šla v partizane, da ne spada sem. Potem je vojna končala, kaj je pa Albert Rejec počel po vojni? Zanima me predvsem njegovo znanstveno in strokovno delo. To, da se spoznala, delo na inštitutu smo že povedali, ampak kaj konkretno, s čim se je ukvarjal? Črmen se je na inštitutu ukvarjal predvsem s Trstom in sploh s pravnimi problemi Slovencev pod Italijo. Rejec pa se je ukvarjal z Goriško, Kanalsko dolino in z Beneško Slovenijo in Rezijo v Videmski pokrajini. V slovenskem in italijanskem lokalnem tisku je zasledoval vsa področja javnega življenja Slovencev pod Italijo in bral strokovno literaturo o tem. Ob svojih obiskih v Tolmin je ponavadi skočil tudi v Gorico, skratka, bil je vedno dobro informiran. Za oddelek za zamejstvo pri vladi Republike Slovenije je redno pisal poročila. To je dobro delovalo do nekako leta 1953, ko je bil tam Milo Vižentin, nekdaj tigrovec in potem partijski funkcionar in velik aktivist. Po njegovem odhodu se je ta povezava močno zrahlala in s časoma skoraj zamrla. Ker je v ravnanju z narodno manjšino pri obeh gospodih veljala predvsem narodnost, pri slovenskih komunističnih oblasteh pa politična usmerjenost,
so Črmelja in Rejca čez noč aprila 1959 upokojili. Danes smo se zbrali tudi zaradi obletnice boja na Mali gori, ki bo jutri, še enkrat ponavljamo, v spomin na 13. maj 1941. V tem boju je padel že omenjeni Danilo Zelen. V tem času je bil Albert Rejec v Beogradu oziroma v Srbiji. Vseeno me zanima, kakšen je bil njegov pogled, če poznate te podrobnosti, dveh tako različnih osebnosti, karakternih, ampak skupaj delovali so za iste cilje znotraj tigrskega gibanja, Albert Rejec kot politični vodja, Danilo Zelen pa kot vojaški vodja Tigre. Nekaj besed bom dal o tem. Rejec o podrobnostih Danilove smrti ni vedel nič. Saj je bil takrat, kot ste že omenili, še v Beogradu. Zato mi o tem tudi ni nič povedal. Vem, da ga je njegova smrt zelo prizadela, da je bil Danilo edini človek, s katerim je delil vse skrivnosti svojega delovanja. Rejec mi je tudi povedal, da je imel velik vpliv na Danila, Godnič pa, da sta bila ena duša v dveh telesih. Ta duša pa je bila duša 8 let starejšega in izkušenega Bertija. Godnič je trdil, da če bi bila zraven Črnač ali pa on, se kaj takega na Mali gori ne bi bilo zgodilo, ker se ne bi bili zadržali toliko časa na istem kraju. Dolga leta je v slovenskem zgodovinopisju, pa tudi v javnem mnenju veljalo prepričanje, da je bil izdajalec ali eden od mogočih izdajalcev tigrovcev, ki so se skrivali na Mali gori, stari jugoslovanski žandar oziroma orožnik Josip Pišoran. Zdaj od lanskega leta naprej, po zaslugi oddaje Pričevalci, ki redno poteka na nacionalni televiziji, vemo, da je bil izdajalec Bruno Tekavec, partizanskim imenom Gašpar, poznejši predvojni komunist, poznejši poveljnik ribniške čete. Kako vi dejansko vidite vlogo Tekavca in dogodkov posledično spopada na Mali gori? Bil je Filip. Ne Bruno. Ja, Filip je povedal, da je bil Bruno izdajalec. Bruno Tekavec Gašpar. Bruno je povedal, da je bil Filip izdajalec. Imena so zanimljiva. Ja, imate prav. Ja, imate prav. Bruno je povedal, da je bil Filip izdajalec, tako oče njegov. Imate prav, ja. Vse vprašam. Pri tisti zadevi s Tekavcem je meni marsikaj nejasno. Filipa Tekavca je dr. Aleš Bebler nekaj tednov po 1. juliju leta 1945, 41, ja. Po 1. juliju 1941 postavil na čelo ribniške čete na Travni gori. Prej jih je vodil Tone Črnač, tigrovec, ker je bil najbolj izkušen v življenju v naravi. Ta četa je štela 14 borcev, med njimi tigrovca Toneta Črnača in tigrovca Toneta Majnika. Tistega Majnika, ki mu je edinemu uspelo zbežati 13. maja iz tiste. V začetku septembra pa se jim je pridružil še Just Vodnič. Če zdaj preskočimo veliko let v čas osamosvojitve Slovenije. Januar 1994 se je pojavil pri meni Vinko Knol, partizan, prvoborec, visok povojni funkcionar, ki so ga vrgli iz partije, ker se je na smrt skregal z drugim ribniškim prvoborcem Matijem Maležičem
pomočnikom notranjega ministra Mačka. Leta 1945 je bil skupaj z našimi 3 tigrovci član iste čete. Prišel mi je povedati in pisno izjavil, da so Majnika ubili partizani sami. O vlogi partizana Filipa Tekavca pa ni vedel nič. Sicer mi to zagotovo povedal, ker je hotel mi povedati vse slabo o partizanu. Tudi Godnič mi ne bi bil tega zamolčal, ko bi mu bila Črnač in Majnik kaj povedala o tem. To se pravi, da se tigrovcem v ribniški četi ni sanjalo, da jih poveljuje človek, ki je kriv Danilove smrti, in človek, ki so ga tigrovci oborožili. Majnik je skrival orožje, ki so mu ga dali tigrovci spravili. In s tem orožjem je bila ribniška četa oborožena. Preko bova zaključila, za čisto konec še zadnje vprašanje, če dovolite, vzemite si malo odmora. O Zelenu, Majniku, predvsem pa o Albertu Rejcu, niso vodile dosjejev samo povojne oblasti, zlasti Albertu Rejcu, ki je vojno preživel, ampak tudi italijanska OVRA, pa tudi italijanska policija, italijansko notranje ministrstvo. Zanima me, če lahko kaj več poveste o italijanskem dosjeju, ki je nastal v obdobju med obema vojnama, o Albertu Rejcu. Drugače pa vse skupaj še enkrat vabim, da ob priliki vzamete v roko ta zbornik Alberta Rejca, ki odstira marsikakšno zagonetko iz tistih časov. Zbornik je izšel pri Goriški mohorjevi družbi že pred 17 leti, ampak žal nekako ni prodrl v širšo slovensko javnost. No, zdaj pa nekaj o samem dosjeju Alberta Rejca pri italijanski policiji. Naj končam to žalostno štorijo nekoliko bolj optimističnem tonu. Navedla bom nekaj odlomkov iz mnenja italijanske policije v Gorici o prevratniku Albertu Rejcu. Zgodovinarka, uradna zgodovinarka Kacinova ga je našla, to mnenje, v arhivu italijanske policije v Gorici in objavila ga je v svojem spisu pod naslovom Dosje, ki je šel v tej knjigi. Objavila, torej ga je v Rejčevem zborniku Goriške mohorjeve družbe. Navedla bom nekaj odlomkov iz mnenja italijanske policije v Gorici o prevratniku Albertu Rejcu. Znan je po svojem nepopustljivem nasprotovanju Italiji in je dejaven v širjenju slovenskega seveda vam to citiram v slovenskem prevodu, je pa napisan v stilistično perfektni italijanščini. Škoda, da vam ne morem italijanščina. Znan je po svojem nepopustljivem nasprotovanju Italiji in je dejaven v širjenju slovenskega irredentizma v Julijski krajini. Je inteligenten z zadostno stopnjo omike, saj je obiskoval srednje šole v Gorici in začel študij prava na Kraljevi univerzi v Rimu. Med svojim bivanjem v Kraljevini se je aktivno udejstvoval v proti-italijanski propagandi skupaj z najbolj zagrizanimi filoslovanskimi elementi tega območja. V Jugoslaviji nadaljuje svojo dejavnostjo proti naši državi, tako s tiskano besedo kot z delovanjem v samem jedru irredentističnih organizacij. Vnešen je v seznam prevratnežev, ki so klasificirani kot atentatorji in osebe sposobne terorističnih dejanj. Rejec je eden najvidnejših predstavnikov slovenskega liberalnega gibanja v deželi. V
ves se posveča politiki in častnikarstvu, že nekaj let je zanemarjal študij. Na splošno ima zdravo moralno držo, ni bil nikdar obsojen, je inteligenten in aktiven, deležen velikega ugleda v tujerodnem okolju. Je pogumen nasprotnik, a hkrati previden, tako da se ni nikdar obnašal uporniško, temveč se je vedno pokazal spoštljiv do zakonov in pokoren oblasti. Predstavljajte si, da bi Kacinova našla kaj podobnega v policijskem arhivu o komunistu Pinu Tomažiču. Tiste stavke bi ob vsaki priliki ponavljali po vsej deželi. Tako pa v nobeni njeni zgodovini o primorskem uporništvu ni sledu o njih. Tako tudi v priloženih bibliografijah njenih del spisa dosje ni, saj je izšel v Rečevem zborniku. Ta knjiga pa za Kacinovo in za Marto Verginela ne obstaja. No, končali smo z slovensko realnostjo. Gospej Tatjani se v svojem imenu, imenu vseh današnjih poslušalcev iskreno zahvaljujem za današnji pričevalni govor, naše skupno srečanje. Mi je žal, da to rečem, da ste pač še zadnja priča tistih časov. Zato tudi sem vam hvaležen, da ste javno spregovorila nekaterih znanih, pa tudi nekaterih manj znanih dogodkih iz naše polpreteklosti. Hvaležen sem vam za dovoljenje do vstopa v tudi delček vaše intime, stvari, ki jih verjetno do zdaj še niste slišali, vsaj nekateri smo jih danes iz prve roke. Želim vam še veliko srečnih in zdravih let. Vem, da me boste potem kregala, ampak Bog smo smeli, tako je. Pa da bi še kdaj se kje o kakšni taki podobni priložnosti srečali. Naj vam hkrati povem, da bo ta najin pogovor išel v tiskani obliki, v obliki intervjuja tudi za tiskane medije na Slovenskem, boste obveščeni tudi o tem. Zdaj pa, spoštovani poslušalci, če ima kdo kakšno pripombo, vprašanje ali pa kaj dodal bi prosil pa, da čas čim bolj ekonomično izkoristimo in da ne prihaja tudi do kakšnih samogovorov. Če imate kaj konkretnega v povezavi z današnjim srečanjem, dobrodošli. Ja, moj ime je Jožef Jark. Mene zanima, ali je gospod Rejec poskušal takrat v okviru tega mednarodnega prava na področju človekovih pravic tudi uplesti reševanje oziroma za reševanje genocida nad Slovenci v področju Italije, tudi mednarodno skupnost, oziroma katera mednarodna skupnost je bila takrat v tistem času, se pravi po letu 1927, zadolžena za spremljanje kršitev človekovih pravic na področju Slovencev, primorskih Slovencev. Bom jaz začel. V tistem času je bil zelo dejaven kongres evropskih manjšin oziroma evropskih narodnostnih skupnosti, ki je bil nekakšna krovna organizacija, ki je bedel nad spoštovanjem pravic številnih tedanjih evropskih narodnosti, tako Madžarov v Romuniji, kot predvsem Nemcev na Poljskem, na Češkem in tako naprej. Skratka, to je bil kongres, ki je deloval na Dunaju, v njem smo imeli Slovenci, Primorci, dva vidna člana, doktorja Engelberta Besednjaka in Josipa Vilfana. Pa tukaj je šlo samo za legalna vprašanja, kako urediti zadeve, konkretno nič. Omenjena gospoda sta poskušala delovati s peticijami, prošnjami, posredovanji preko Beograda, kamor sta se po priključitvi Avstrije leta 1968 tudi oba umaknila, oziroma vse Besednjak. Dejstvo pa je, da to zauzemanje pri tedanjem tudi Društvu narodov v Ženevi je bilo na legalnem področju, kot gospa Rejčeva rekla. O organizaciji Tiger govorimo pa o organizaciji, ki je bila ilegalna in je svoje delovanje usmerjala na ilegalno, če hočete tudi prevratniško
prevratniško obdobje oziroma prevratniška sredstva. Vemo pa tudi, da poleg Tigra je na Primorskem obstajala tudi druga krščansko-socialna organizacija, ker je imela večinsko mnenje oziroma večinsko vlogo slovenska duhovščina in krščanski laiki. Tudi oni so bili povezani z jugoslovanskim konzulatom v Trstu, z jugoslovansko državo. Stvari prihajajo na dan, arhivi se odpirajo, pred par leti se je odprl arhiv dr. Engelberta Desetnjaka, ki v marsikaj pojasni zadeve. Izšla je knjiga dr. Egona Pelikana Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom, ki marsikaj pojasne. Knjiga je sicer zelo debela, ampak tudi, mislim, da pri Novi reviji je išla, ja, seveda. In je treba vzeti v roke, stvari so potem nekoliko bolj jasne. Danes je bil dan usmerjen k Tigru, Tiger, ki smo ga poskušali v tej slabi urci obdelati z različnih pogledov, ampak predvsem z pogleda Alberta Rejca in gospe dr. Tatjane Srebot Rejec, ki je dejansko delo Alberta Rejca vsaj njegovem poznem obdobju spremljala iz prve roke. Ampak pred samim koncem bi pa ob vašem lepem življenjskem okroglem jubileju, pa naj poslušalce Firbec matra, kakšen je ta, bi se vam zahvalili, pa vam eno skromno darilo dali. In vam želim še veliko srečnih zdravih let, da bi še kaj povedala. Se ni nobena tajnost, jaz imam 90 let.